Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kaj pa, če je vzrok vseh težav, ki jih imate tale trenutek, to, da ste zakisani? Ja, se veste, recept je zelo preprost. Fejs me poslušajte. Nič kiselega ne smete jesti. Absolutno nič kiselega, niti kisa v solati. Čakam, če me boš skloftala. Ja, v bistvu niso to take kisline. Ker velikokrat mislijo ljudje, recimo, ne vem, da je limona kisla, pa je to lahko povzroča zakisenost, ampak to ni res, kemično se čisto spremeni in v našem želodcu postane bolj bazično živilo, dejansko tudi ta sok, ki ga zaužijemo. Tako da kisline so nekaj drugega, nastanejo tudi kot presnovni odpadki, ampak nastanejo tudi na drugačne načine, ko je telo močno obremenjeno s toksičnimi snovmi, takrat se tudi ustvari kislo okolje. Okay. Torej, danes bomo govorili o zakisanosti in alkalnosti. Kaj v bistvu sploh pomeni, da si alkalen? Ja, to lahko določamo recimo na podlagi določenih testov. Seveda je tu tudi simptomatika. Vse, kar je povezano, ne vem, s prebavnimi težavami in pa tudi recimo kakšne avtoimune bolezni, ki se pojavijo, multipla skleroza, težave s ščitnico, revmatoidni artritis, lupus, luskavica in tako dalje. To so vse lahko znaki, imamo pogoste glavobole, prehlade. To so znaki, ki lahko nakazujejo, da mogoče ni vse tako optimalno in da mogoče ta pH vrednost v našem telesu ni tudi optimalna. Kar ne pomeni, da je s krvjo nekaj narobe, ker kri mora vedno biti bazična. 7,35 do 7,45. Če ni, potem nas ni. Tako da telo bo naredilo vse, da kri vedno ima to vrednost. Se pravi, bo delalo na tem, da tudi jemlje določene minerale, kot je kalcij iz naših kosteh, da se razkisa, ker se kalcij tudi veže na kosti, ampak tudi se veže na kisline in se pol izloči ven iz telesa. Torej, alkalnost je neko stanje ravnovesja v telesu, ki se meri z pH-jem. Tako je v bistvu naše telo predvsem deluje v alkalni sredini. Se pravi, nekateri deli našega telesa delujejo tudi v rahlo kisli ali močno kisli sredini, recimo, kot je želodac. Želodac mora biti kisel. Ostali deli telesa, nekateri deli črevesja so rahlo kisli, ampak načeloma naše telo je bolj bazično. In ko gledamo celotno sliko, alkalnost našega telesa je tam od 7,1 do 7,5. To merimo po lestvici, kjer se meri vrednost od 0 do 14, od 0 do 6,9 sodi med kislost, od 7 je neutralno, 7,1 naprej do 14 je v bistvu bazično. Ampak v sodobnem svetu imamo problem, da smo zakisani. Tako je, res je. Zaradi tega, ker užijamo recimo procesirano hrano, veliko sladkorja, oropani smo določenih mineralov. Kot sem rekla, veliko je toksičnih snovi, to ustvarja tudi okolje, ki je bolj kislo. To okolje pa pol pogojuje k temu, da se razvijajo recimo kakšni patogeni organizmi, glivice, to oni rado živijo v kislem okolju. In če se oni še dodatno bohotijo, takrat v bistvu se še bolj ustvarja to kislo okolje. Tako da veliko je teh dejavnikov, ki vpliva na zakisanost telesa, ni pa dobro zaradi tega, ker to pelje v različne bolezni, vključno z rakom. Wow, res? Ker recimo, ko merimo pH vrednost, zdaj tisti, ki niso, jaz bom tudi razložila, kako se to tudi naredi, ampak dejansko tisti, ki za rakom zbolijo, imajo izjemno nizko pH vrednost. Merimo je ali v slini, ali recimo iz urina, tudi so nekateri drugi načini, kako se to meri. Ampak vrednosti so pri njih recimo 4,5. Pa sem rekla, človek mora funkcionirati na 7,1 do 7,5. To je velika razlika. Tako, A ni bil nek Nobelov nagrajenec, ki je ne vem kdaj že Otto ugotovil, Warburg, da je pač pogoj za to, da se rak razvije, da si zakisan? Tako je, res je, tudi v povezavi s kisikom. On je rekel, da recimo celica, ki izgubi 35% kisika, je že celica, ki bo postala celica raka. In težava ravno je pri tem, da recimo, kaj so kisline? Kisline so snovi, ki dejansko odpuščajo vodikove ione v vodno raztopino in se pol to veže na same molekule vode. In to ustvarja tudi kislo okolje. In čim več je teh kislih snovi v vodni raztopini, nižja je pH vrednost. Bazične snovi pa so nekaj obratnega. Oni se vežejo na vodikove ione in čim več bazičnih snovi v telesu, v vodni raztopini, je višja pH vrednost. Torej, poanta je, da hočemo biti alkalni.
Tako, ni treba biti niti preveč alkalen. Recimo, Neutralni, bazični. V bistvu ta vrednost, kot sem rekla, 7,1 do 7,5, otroci recimo imajo 7,5, mi imamo nekoliko nižje, ampak večina prebivalstva ima nižjo stopnjo, pod 7. To tudi se nakazuje s temi boleznimi, ki jih imamo. Tako da poanta je, da niti nismo preveč bazični. 8, 9, če bi bila recimo, ko izmerimo te vrednosti, to bi bilo tudi težava, zaradi tega, ker bi to pomenilo, da ledvice ne filtrirajo dobro kislin, ki se nabirajo v našem telesu. Odlično. Tlele imamo eno zadevo, za katero pravijo, da je najmočnejša zadeva na svetu za balansiranje pH-ja, minerali v sledovih. Kaj imajo minerali s tem? Ja, kot sem rekla, če imamo, pa kisline se nenehno ustvarjajo v našem telesu, tudi pridejo od zunaj, tudi sami presnovni procesi proizvajajo kisline, ampak če mi imamo dovolj mineralov, to so tisti mikroelementi, posebej, ko govorimo o magneziju, kalciju, kaliju, takrat v bistvu se tudi odplaknejo kisline. Če tudi naše telo deluje optimalno, če živimo bolj zdravo, če uživamo tudi bazično hrano, se pravi tista, ki ne deluje, ne ustvarja kislotvorne odpadke v našem telesu, takrat v bistvu nimamo s tem težav. Ampak mi danes, nažalost, imamo pomanjkanje tudi tistih nujno potrebnih mikronutrientov in zaradi tega imamo težave. Kaj bi mogli biti v zemlji, ne? Tudi. Tega ni, pa hkrati ne samo slaba prehrana, ampak tudi stres. Ker ko smo veliko pod stresom, to tudi sama veš, magnezija nam začne primanjkovati takoj. In potem imamo kakšne krče, to so nekak prvi simptomi in potem se sprašujemo, kaj se nam dogaja, dejansko pa lahko imamo pomanjkanje tistih bazičnih mineralov. Evo, tole sem zelo vesela, meni tole super deluje, ful mi je všeč. Sicer pa zelene zadeve, in tudi pri ekozelenju, dajmo pogledati našo Aleksandro Drole, ki si je v oddaji zmerila pH, potem je spila ekozelenje, to zeleno zadevo, in pol si je spet zmerila. Dajmo pogledati, kaj je bilo, no? Pa bomo pol pokomentirali. Med 5 in 6. Med 5 in 6. A pa si pa res zakisana, smela prav, vidiš? No, to je to, evo. Tudi ne, no, ampak vsem ti ekozelenje seveda lahko pomagam. Ekozelenje namreč deluje na vse tiste, ki imajo težave z zakisanostjo telesa, da ga lepo alkalizira. Tako da punce vse na zdravje, tudi če smo zdravje, škoditi nam zihar ne more. Prej in potem. A razlika je velika. Wow, nisem več zakisana. To. Je rekla, zdaj sem pa spila en šluk ekozelenja, zdaj pa nisem več zakisana. To je nemogoče. Ja, ne, to je absolutno nemogoče. Zaradi tega, recimo, ko merimo tudi pH vrednost, nekaj dni ne uživamo teh dodatkov, ki zvišujejo bazičnost našega telesa. Se pravi, so to tisto ekozelenje, bazični minerali, magnezij, kalcij, kalij, recimo, ker dobimo napačne rezultate. Pa tudi meritve ne grejo na tak način, merimo drugače, moramo meriti nekaj dni zaporedoma, vsakeč, ko gremo rulat. No, vse nam boš razložila, zaradi tega, ker dajte se pozanimati, na kakšen način in kako prejmete namreč te pH lističe, ki so za slino in za urin. Preverite, kako jih prejmete zraven brezplačno, torej kot darilo, kot neko samo testiranje in tako naprej. Jarana, ti nam boš pa obrazložila, kako zdaj to dejansko jemljamo. Ja, ker marsikdo, ki ga jaz vprašam, kako se počuti, kdaj merijo recimo pH vrednost svojega urina ali na kakršenkoli drug način, pa si reče, ja, sem si izmeril, super sem, čez 7 sem. Pa sem rekla, kolikokrat si to naredil? Ja, pa enkrat. To pa ni dovolj. Se pravi, mi moramo dobiti sam en tak povprečje čez cel dan, ker v bistvu je nenehno nihanje pH vrednosti. Zjutraj urin mora biti kisel. To je tudi znak, da naše ledvice procesirajo dobro, vse tiste odpadne snovi, kisline se tudi izločajo iz telesa. In če ne bi bil kisel, bi to bila težava, oziroma bi jaz svetovala temu, da se gre pregledati, da pogleda tudi, kakšno je stanje njegovih ledvic. Pol čez dan to niha, se zvišuje ta vrednost, pa se to tudi lahko zvečer malo zniža, ampak povprečje mora biti čez 7. In zaradi tega merimo nekaj dni zaporedoma, predtem ne uživamo kakšnih teh dodatkov, ki lahko zvišujejo pH vrednost, ampak če mi na en daljši rok, recimo, naredimo eno kuro, pa je to nekaj mesecev, ker odvisno, koliko smo zakisani, če je res močna zakisanost, če pogledamo, pa so te vrednosti recimo tam pod 5, to je res močna zakisanost, to bi lahko trdila, da so že orang spremembe na celični ravni.
takrat v bistvu to zna trajati dlje časa, tudi recimo leto, leto pa pol. Če ni taka huda zakisanost, potem je tam od 3 do 6 mesecev in v tem času mi podpiramo svoje telo. Jemljemo nekaj tazga, kot so tiste zelene stvari, dodajamo take minerale v tej mikroobliki, da bi pomagali svojemu telesu, da se res odplaknejo te odvečne kisline, ker vemo, revmatoidni artritis, recimo ena taka tipična bolezen, težave s sklepi, nabirajo se kisline na področju naših sklepov in se delajo vnetja. Tako telo to rešuje, seveda, da jih ne bo kopičijo na področju srca ali ne vem, ledvic, ali seveda to je končna faza je taka, da se lahko pride do poškodb tudi teh organov, tudi poškodba in srca in naših jeter. Srce recimo zakaj? Vagusni živac tudi uravnava samo utripanje srca in vagusni živec rad ima bazično okolje. Ampak če smo mi preveč zakisani, to lahko direktno vpliva tudi na stanje našega srca. Enako je z želodcem, enako je z jetri, ker jeter tudi predeluje vse odpadne snovi, toksične snovi, kisline, tudi hrano, ki je recimo zelo problematična, gre tudi ta proces skozi naša jetra in jih obremeni. Trebušna slinavka recimo, tisti, ki uživajo zelo slabo hrano, ki zelo zakisa naše telo, ne živijo zdravo, imajo tudi po 40. letu povečano trebušno slinavko. To je tudi znak, da v bistvu je prišlo do kopičenja preveč toksičnih in kislinskih odpadkov v telesu. Seveda, to se pozna in na naši koži, in na obrambnem sistemu. Velikokrat več smo manj odporni, pojavijo se spet pravite avtoimune bolezni, tako da definitivno zakisanost enako bolezen. In do tega seveda ne želimo priti, zaradi tega je zelo pomembno, da jemo ogromno bazične hrane. Osnova, nekatero sadje, zelenjava, mogoče rahlo povzročijo recimo kislinske ostanke, mogoče kakšne borovnice, recimo slive, ampak to je res minimalno. Večina sadja deluje bazično na naše telo, zelo močno. Tako je tudi zelenjavo, načeloma stročnice nekaj malo več imajo tistih kislinskih odpadkov, ker je več tudi proteinov v samih stročnicah. Žita so dobra, ki so neutralna, recimo proso, kvinoja, amarant, drugače ostala žita tudi rahlo malo zakisajo, ampak največ nas, kar se hrane tiče, zakisajo živila živalskega izvora, procesirana živila, sladkor, kakšne umetne snovi, ki jih vnašamo, toksične snovi in tega se je treba znebiti iz naše prehrane. Wow. Zdaj, veliko informacij, ne? Ja, veliko jih je, ampak brez skrbi, vse to smo vam strnili, da imate črno na belem zapisano, imate eno knjižico, ki vam je na voljo, vse te informacije, katera hrana ima, kater pH, pa kako boste zdaj jedli, pa vse te zadeve in kako si dejansko merite vse te zadeve in s katerimi zadevami se podprete, zato da boste dosegli to, kar seveda želimo. Na klepetobkavi.si imate tam eno ikonco brezplačno, kliknete tja in lahko pridobite vse informacije, kako, kaj, zakaj, na kakšen način, ker se mi zdi, da je vse povezano v bistvu s tem, no? Ja, res je. Takole v bistvu dejansko, kot sem rekla, najprej tudi govorimo tudi o toksinih, ki jih je treba izločiti iz telesa, ker toksini tudi ustvarjajo kislo okolje, pa vse ta hrana, veliko stresa seveda, če ne spimo dovolj, vse tiste stvari, ki jih nekako povezujemo z napačnim načinom življenja, če smo veliko v zaprtem prostoru, ne dihamo pravilno in tako dalje, to vse ustvarja tudi eno tako okolje, ki ni najbolj idealno za naše telo, ampak vedno obstaja rešitev. To je zelo pomembna stvar. Zavedamo se, vidimo, kje delamo napake, popravimo svoj način življenja, prehranjevanja, uživamo stvari, ki dodajo bazične minerale, ker recimo tipična tudi stvar putika. To je direktno tudi povezano z zakisanostjo telesa. In jaz se spomnim tudi ene stranke, tak otekov ta palec je ponavadi otečen, takrat, ko se pojavi putika, so hude bolečine. Takoj, ko sem dala nekaj od teh stvari, ki jih tudi ti tle imaš, v bistvu to je, jaz ne vem, v 1-2 dnevih je to dejansko šlo stran, se umirilo, seveda to ni ozdravitev dokončna, ampak hočem reči, to je prava pot, da se res pozdravimo, veliko tekočine je treba spiti in videti, kako res delujejo naše ledvice, ker tudi naša limfa je zelo pomembna, da te odpadne snovi in kisline spravimo stran iz telesa in če po cele dneve samo sedimo in ležimo, do tega dejansko ne pride. Vemo, da imamo 600-700 žlez, ki so povezani z limfnim sistemom in če v bistvu se vračajo kisline, če ledvice ne morejo dobro tega izločiti ven, se vrača nazaj v limfni pretok, in potem tudi limfa ni več tako prožna oziroma tudi ta tekočina se začne sušiti in potem to ostaja v našem telesu. In to je spet pot.
do raka ali kakšne druge bolezni. Fuj, Se malo prestrašilo ljudi. Ja, ne, mislim, z vsem je povezano, ne? Mislim, z vsem je povezano ta zadeva, pa mislim, da je res fajn, torej še enkrat tele testerčke, preverite, kako jih lahko dobite brezplačno na 026200 kako jih torej lahko dobite brezplačno, zato da se boste merili, ker to ni tako invazivno, da moraš dati kri, ne? Tukaj sam dejansko vidiš, zapisuješ si, ne? Zjutraj, koliko, 3-krat na dan? Ja, v bistvu, ne, vsakič, ko gremo na stranišče lulat. Ok, to je za urin. To je za urin, tako je. Tako, to je za urin. Lahko pa tole testiramo s temi testerčki tudi slino. Tako, lahko tudi slino, lahko na tak način, vsajno 5 do 6-krat na dan razporejeno čez dan in potem dobimo minimalno 3, še boljše recimo eno 5 dni. Ker ene 25 jih tako in tako dobite zraven, tako da to bo šlo direkt čez. Jaz sem si izmerila prej in imam popolno. Ja, zaenkrat je fajn merite, ampak vidim, da si tudi pila tiste minerale, ne? Ja, lepo si to naredila, fajn. Ampak ne, ni rečen, da imaš težave s tem, se pravi, če bi naredila celotno to analizo, nekaj dni zaporedoma, lahko tudi narediš, pa pol poveš, kakšne so rezultati. Ja, sem že kar precej delala to in zaradi izziva 30 dni brez cukra, pa pol še zaradi vseh ostalih zadev, ampak tole mi res paše, ker sem utrujena, ekozelenje pa itak že zaradi hormonov, ki so v času po porodu v nihanju. Ja, v nihanju in se potem zrihtajo, tako da, ja, definitivno. Odlično. Starejši imajo še več težav s tem? Seveda, imajo še več težav, zaradi tega, ker v bistvu presnova ne deluje več optimalno, želodec tudi ne deluje več optimalno, vprašanje, kakšno hrano pojejo. In ko mi recimo ne moremo dobro prebavljati hrane in tudi odvisno kakšne kombinacije tudi zaužijemo, potem ni dobre absorpcije, veliko je odpadnih snovi, to gre tudi v naše črevesje, hkrati se dogaja ali fermentacija ali kakšno gnitje, to tudi ustvarja ene kisle odpadke in starejši res te imajo več težav, tako da morajo še bolj paziti, bolj uživati tiste stvari, ki delujejo bolj bazično in res paziti na prehrano, da ni teh živil živalskega izvora veliko, kakšnih mesnin in tako dalje, ker to vse dejansko zakisa naše telo. Ustvarja se veliko kislin, to pride, oziroma naše ledvice dejansko predelujejo našo kri, čistijo našo kri, v vsaki minuti 1 liter krvi gre tudi čez naše ledvice in če niso dosti močne, ker dosti ljudi tudi s tem ima težave, lahko tudi poškodujejo te kisline same ledvice in se ustvarijo tudi ledvični kamni. Tako da kislo okolje, kisline, lahko nastanejo tudi ledvični kamni, ki so tudi ekstremno boleči. Mislim, jaz nisem imela te izkušnje, hvala Bogu, ampak recimo poznam ljudi, ki so imeli te izkušnje in res je katastrofalno. So rekli, da je podobna bolečina kot pri porodu, če imaš ledvične kamne. Jaz sem bila pred porodom tukaj zadeta od svojih hormonov, da... Tako da ti je bilo lažje. Ni bilo to hudo bolečina, oziroma koncept sem si dala, da to ni bolečina, ki me ogroža, ampak je bolečina, ki je uporabna. Ja, to je, ti deluješ tudi na drugih nivojih, ampak govorimo o splošni populaciji, načeloma, ki mogoče ne dela vse te stvari, tako da se treba zavarovati. Torej, direktno najbolj naj bodo pozorni ljudje, ki imajo kaj? Revmatoidni artritis, putika? Tako je, tiste avtoimune bolezni, multipla skleroza, recimo, če je prisotna, lupus, tudi psoriaza, težave, recimo, tiste s kožo, tisti, ki že imajo težave, prebavne težave ali težave recimo z glivicami ali kakšnimi drugimi paraziti, tudi tisti recimo, ki mogoče imajo slabše delovanje imunskega sistema, slabšo obrambo, ker to že nakazuje, da so težave, tisti, ki so že mogoče zboleli za rakom ali imajo družinsko anamnezo, kakšno tako negativno, tako da tisti, ki že imajo simptome, ki jih povezujemo z zakisanostjo. Vredo, razumem. Ja, večina, ja. Odlično, evo, tudi jaz skrbim za to in evo, meni zelo ljub Trace Mineral Drops. Tale zadeva je za ful velik časa, za dolg časa, ker se po kapljicah dajo v vodo in pa ekozelenje, ker so tudi trave, kalčki, vse živo je noter in seveda ekološko. Tako da meni je tole super.